smo skupaj in nadaljujemo s predstavitvijo pripomočkov, ki jih potrebujemo oziroma ki jih uporabljamo za ustvarjanje. Današnji pripomočki so mogoče za nekoga malo bolj luksuzni, ampak potem, ko jih začneš enkrat porabljati, vidiš, da dejansko brez njih ne moreš. Začeli bomo z rezalnikom. Jaz trenutno uporabljam tega Fiskersovega, je zložljiv in mi omogoča, da z njim režem in pač ga uporabljam za rezanje različnih stvari. In sem z njim zaenkrat zadovoljna. Prednost tega rezalnika, da ima tukaj na tem delu, kjer imamo rezalnik, da ima eno žičko, tako da točno vemo, kje nam bo rezalo odrezalo. Mogoče pomanjkljivost oziroma slabost, če je pač rezalnik dosti uporabljamo, je ta, da se ti nožki, oziroma ta del, ki reže to rezalo, kar hitro skrha, ne. Ampak če pazimo in tako zna zadevati, kar dosti časa trajati. Tako da to je, kar se rezanja tiče, papirja, osnov in tako naprej. Jaz uporabljam to. Imam sicer tudi giljotino, ampak z njo nisem preveč zadovoljna, zato ker ne reže natančno. Ko bom našla nekaj bolj konkretnega in bolj uporabnega oziroma bolj primernega, vam bom tudi isto pokazala. Obstaja en Fiskersov rezalnik, ki pravijo, da je zelo dober. To bojo povedale ustvarjalke, ki ga imajo. Tudi tisti pa je, da ima prednosti in slabosti, ampak dokler ga ne stestiram, ne morem nič reči. Tako da, to je prva stvar. Prednost tega, če še to pokažem, ima to roko, ki pač ne potrebujemo tako velikega merila, spravimo pa tudi za shranjevanje. V bistvu je zelo priročen. Tako da, to je prva stvar. Druga stvar, tukaj imamo v bistvu dve stvari, to bom namaknila za trenutek. Tole zadevco, tisti, ki spremljate, gledate moje videe, že poznate. To je scoring board oziroma plošča za delanje utorov. Jaz imam to od Marthe Stewart. Všeč mi je, zato ker ima kar dobro merilo, se pravi zopet 12 inčev oziroma še malo več. In ima na vsako osmino inča ima utor. Obstajajo različne plošče. Pred to sem imela Scorpal. Tista ni imela inčev, ker pač jaz, kot sem že rekla, velikokrat jaz sem se naučila in mi je lažje, če delam z inči, so mi nekako bolj logični. Tudi s centimetri se da in konec koncev tukaj bi se narisala merilo s centimetri in bi bilo ravno tako v redu. Ampak, kar sem hotela reči, Scorpal nima tako enakomernih razmakov in tistega, ki sem imela jaz prej, je bil pač v centimetrih in mi ni bil tako, tako da tistega sem potem podarila naprej in zdaj uporabljam tole zadevo. Ta zadeva ima tukaj zgoraj en predalček, v kateri je običajno shranjena kost, se pravi pripomoček za delanje utorov. Ima pa ta zadeva tukaj spodaj v žepku še tole zadevo. In sicer to je pripomoček, s katerim pač si pomagamo, da izdelamo kuverte. Tako da, to je naslednja stvar. Bom jaz tudi to umaknila. Prej ste videli tole napravo. Tem napravi se reče grelna pištola. Uporabljamo jo za embosiranje. Jaz bom pripravila en video, ki bo namenjen samo embosiranju, tako da bom to pustila za drugič, ampak samo da veste in vidite, kaj to je. Tako da, to je to. In potem imam tukaj, opala, se ruši pri meni. Ja, danes smo na tleh, zato ker imamo pač malo večje stvari in na moji mizi ni toliko prostora. Kar trenutno gledate, sta dva Sizzixova strojčka za rezanje. Tale je navaden, mali, mu lahko rečemo, in tale je velik A4 Sizzix
v bistvu ta je Big Shot, ta je pa Big Shot Plus. Bomo si najprej pogledali tega, manjšega. Tale manjši, mislim, da je tako, če imate namen kaj dosti ustvarjati in tako, je kar solidna in priporočljiva investicija, ki jo naredite. Ta naprava v bistvu deluje tako, da ima tukaj spodaj v bistvu dva valjčka, ki potem s pomočjo te ročice nam pomagata, da s pomočjo osnovne plošče in dveh akrilnih plošč izrežemo, embosiramo razne stvari. Jaz sem zraven mojega, v bistvu prejšnjega, dobila tole kratko osnovno ploščo in jo še kar uporabljam. Imam pa tudi, potem ko sem kupila tega, sem pa zraven dobila tole podaljšano ploščo. Zakaj je ta plošča dobra? Dobra je zato, ker lahko režemo pač več izrezkov naenkrat, lahko večje šablone uporabljamo in tako naprej. Šablone, s katerimi režemo, razdelimo v več kategorij, in sicer te so klasične, pravimo jim Bix šablone, potem imamo take, ki imajo neke luknjice, tam nekaj izrežeš še dodatno ven, potem imamo take trakove. Jaz imam za to vrsto šablon tudi potem osnovno ploščo in pa te plastične plošče. Kot sem rekla, lahko embosiramo. Tukaj imam eno veliko embossing mapco, ki v bistvu spada k temu strojčku. Potem imamo tanke šablone. Tako da to vse lahko režemo in embosiramo s tem majhnim strojčkom. Sizzix je lani spomladi, se mi zdi, nisem sigurna, na tržišče postavil tole žval, ki nam pomaga, oziroma s pomočjo katere lahko režemo do velikosti A4, se pravi, ta razmak tukaj je A4. Ta zadeva ni tako poceni, vsekakor vam jaz v bistvu za začetek, če se že odločate, vam svetujem, da si kupite tega malega. Tega pač potrebujete, če boste izdelovali kakšne večje stvari, ne vem, kot so razne škatlice, albumi in tako naprej. Obstaja še en večji, mislim, da je Big Shot Pro, tisti pa reže res ogromne šablone, tako da tistega jaz nimam. Mogoče nekoč, ko bom velika. Tega imam zaradi večjih šablon, tukaj, če vidite, oziroma če poznate. Tale famozna zadeva, ki je marsikomu spila živce in verjetno še pije živce. Lahko režemo samo s pomočjo tega velikega Big Shota, ta malega žal ne gre. Jaz sem tukaj zdaj video ustavila in vam bom pokazala v bistvu še dve stvari, ki sta potrebni, če želite ustvarjati mogoče albume ali pa če želite kakšne škatlice, brez da uporabljate rezalne strojčke. Tako da jaz bom zdaj za trenutek, da malo pospravim, pa vam pokažem še preostale dve napravi, ki jih jaz smatram kot luksuzne. Tako da se vidimo. Evola, tako. Prva oziroma naslednja stvar, ki vam jo pokažem, je še tale envelope puncher. To je taka plošča, dobi se jih več različnih modelov in tako naprej. Jaz imam to za izdelovanje kuvert. Fajn je, zato ker imamo tukaj mere napisano, spravi, to je za izdelovanje kuvert, škatlic in tako naprej, marsikaj se da s pomočjo tega narediti. Jaz ga uporabljam takrat, kadar imam za narediti kakšno posebno voščilnico, pa potrebuje pol posebno kuverto, nestandardne velikosti in si potem samo v bistvu kuverto izdelam. Ta zadeva
pride zraven s pripomočkom za delanje utorov. Če bi želeli, vam lahko pokažem, kako se jo uporablja. Tako da, to je še ena stvar in za tiste mogoče, ki boste izdelovali kakšne knjigice, albume in tako naprej, imam jaz tukaj Sinča. To je v bistvu naprava oziroma pripomoček za vezavo. Tukaj spodaj, to je pač en primer spirale, ki jo potrebujemo za vezavo. Zadeva ima tukaj 12 gumbov, ima tudi ravnilo, ki si ga pač pomaknemo, odvisno glede na našo velikost albuma oziroma knjigice, ko bomo delali, in se potem prilagodi. Se pravi, to stisnemo tako dol in nam naredi v bistvu luknje. In potem obrnemo zadevo, ko imamo že na spirali, in tukaj nastavimo potem širino naše spirale in zopet pritisnemo dol in nam v bistvu zveže našo knjigico. Tako da, to je še ena stvar, ki ni nujno, da jo imate, če se ne pretirano ukvarjate z izdelavo, ne vem, beležk, knjig, albumov in tako naprej. Jaz jo pač imam, ker se s tem kar precej ukvarjam in mi pride zelo prav. Tako da to so nekako te malo bolj luksuzni pripomočki, ki jih potrebujemo za ustvarjanje. Tako da, jaz bom s tem danes zaključila video. Naslednjič se bomo posvetili mogoče embossingu ali pa barvanju s flomastri. To je, recimo, flomastri so še en tak pripomoček, ki nam pride prav, če radi barvamo, rišemo in tako naprej. Tako da, lepo se imejte do naslednjič in se vidimo. Čau!